Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Intervjuji o uporabi umetne inteligence v slovenskih podjetjih. Danes 6. intervju, na katerem se bomo pogovarjali z odvetnikom in pogledali, kako umetna inteligenca pomaga slovenskim odvetnikom in pravnikom. Jaz sem Peter in kot vedno vodim te intervjuje. Druge intervjuje, ki smo jih delali z Donatom, Genijem in še s katerimi drugimi slovenskimi podjetji, si pogledajte v našem arhivu. Če vas zanima več o umetni inteligenci, se naročite na ta kanal ali pa na newsletter, ki ga najdete na spletni strani. Zdaj pa, Aleksander, lep pozdrav in hvala, da ste se udeležili tega pogovora. Najprej nekaj o vas. Aleksander, vi ste odvetnik v Mariboru. Kaj delate? Vaša odvetniška pisarna je pri odvetnikih zelo enostavno. Aleksander Kumer, odvetnik, je ime firme, to si ne rabim zapomniti. Kaj delate v pravu, kaj je tista stvar, na katero ste specializirani? Mogoče tu začnemo. Hvala lepa za vabilo na začetku. Jaz sem Aleksander Kumer, imam svojo odvetniško pisarno v Mariboru, zdaj mislim, da bo 4. leto. Mi smo specializirani oziroma primarno se fokusiramo na področje obligacijskega, stvarnega in gospodarskega prava, torej ukvarjamo se predvsem s pogodbami, z nepremičninskim pravom in pa splošnim gospodarskim pravom. Malce manj delamo kazenskega prava, delamo pa v bistvu vse ostalo. Zakaj ste vi začeli AI oziroma umetno inteligenco uporabljati, pa zakaj ste hoteli narediti orodje na podlagi tega? Torej, ko sem se prvič srečal z umetno inteligenco, je bil, ko je OpenAI izdal ChatGPT 3.0. To je bilo, mislim, 2 leti nazaj, decembra, nekje zdaj je 2. obletnica, če se ne motim. In to je bilo neko tako prvo mainstream orodje, ki ga je začelo uporabljati neka širša javnost. Res se je pokazala tista prava moč umetne inteligence. In že tako v začetni fazi sem prepoznal, da je umetna inteligenca seveda na pravi poti, da bo krojila naš vsakdan v prihodnosti, in sem začel razmišljati, kako jo lahko uporabim pri svojem delu. Se pravi, ta ChatGPT 3.0, ko sem začel postavljati neka splošna pravna vprašanja, sem ugotovil, da sicer logika razmišljanja je pravilna, vendar vsebuje preveč balasta oziroma vsebuje napačne podatke. Torej gre za ultra inteligentno orodje, ki se uči iz napačnih knjig, tako smo takrat temu govorili, ne. In iz tega je nastala ideja, kaj pa če mu mi damo prave knjige oziroma pravo bazo znanja in on uporabi to isto način razmišljanja pri tem naši bazi znanja. In iz tega je nastal v bistvu orodje AI Karpan. Katere napačne knjige je bral ChatGPT? Kaj mislite s tem? ChatGPT je takrat bil v tem, vsaj kolikor je meni znano, je imel bazo znanja celotnega interneta, če jaz to prav razumem. V bistvu, če midva tako rečeva, v pravu se zakonodaja spreminja dnevno. To pomeni, da je vsak dan objavljen novi zakon, ki spremeni prejšnjega in podobno. Ali pa pravilnik, podzakonski akt, kakorkoli. Iz tega vidika je bila ta baza znanja napačna, zato ker je uporabljal bazo znanja, ki je bila zastarela, uporabljal je zakone, ki niso bili več aktivni, in iz tega vidika je bilo treba to bazo znanja updatati oziroma spremeniti, in to je naredilo AI Karpan. Jaz sem v začetku, je bila ena izmed mojih večjih ciljnih publik ravno ChatGPT za pravnike, predavanja smo delali po moje na 14 dni, pa 100 ljudi je prišlo na ta izobraževanja. Nekaj sem imel občutek, da seveda je to neka možnost, kjer bo ta umetna inteligenca največ delala, ampak se mi je zdelo, da je to tudi ciljna skupina, ki pa ne bo ravno posebej zagreta za to, da uporablja neka orodja. Pa tudi, če ne posplošujejo zdaj o tem, kdo so odvetniki in odvetnice in kakšni so, nasplošno, glede na to, da gre za neko zelo specifično znanje, ki je tradicionalno tudi zaprto v neke okvirje, kjer je meja za pristop, posebni izpit je treba narediti, da ste lahko to, kar ste vi, zelo visoka, je izgledalo, da bo tu precej odpora. Vidim na to, razumem, da pri sebi niste tako gledali, kaj pa pri orodju, pa o tem, kako vas bo ciljna skupina sprejela? Zelo dobro vprašanje in zelo dobro dojemanje ciljne publike. Drži.
Pravo bi naj bilo eksaktno, torej to pomeni, da bi naj bilo to, kar piše v zakonu, popolnoma jasno, kaj opredeljuje zakon in kakšna je rešitev v praksi, vendar temu vselej ni tako, ne. Se pravi, ljudje smo razlagalci prava oziroma bolj natančno sodišča so razlagalci prava in sodišča s pomočjo sodne prakse razlagajo uporabo pravnih pravil v praksi. Odvetniki in ostali pravni strokovnjaki so seveda, otepamo kakršnekoli pomoči, ki ne bi bila, ki še ni splošno sprejeta ali kakorkoli, nekih novitet se poskušamo otepati, tudi ta poklic, bi se naj ohranjal na način, kot je bil do zdaj sprejet v preteklosti. Dejstvo pa je, da se stvari spreminjajo. Naši uporabniki prepoznavajo moč umetne inteligence, prepoznavajo, pozitivno uporabniško izkušnjo z orodji, podprtimi z umetno inteligenco, in prepričan sem, da bo teh uporabnikov v prihodnosti vedno več, no. Se pravi, uporaba umetne inteligence tudi v odvetništvu je neizogibna. Zagotovo bo spremenila poklic odvetnika, ne bo ga pa nadomestila, to je zelo pomembno, kar je potrebno povedati, ne. Se pravi, kakršenkoli strah o tem, da bi umetna inteligenca nadomestila določeno osebo, ki opravlja poklic pravnika ali odvetnika, je odveč. Bo pa zagotovo pomagala, da bo ta odvetniški poklic, opravljen še boljše oziroma da bo oseba, ki opravlja odvetniški poklic, lahko kreirala boljše vloge, napisala boljše dokumente in še izboljšala recimo, uporabo prava v praksi. Ja, se strinjam. No, jaz sicer mislim, da bo umetna inteligenca zamenjala tudi pravnike, ampak dajmo reči, da se ne bodo ljudje preveč prestrašili, ne. Mislim, zelo kompleksno je. Zakaj tako mislite? Jaz, glede na to, da gre tukaj v resnici za, neko stroko, kjer gre za to, da vzameš podatke, jih s svojim znanjem obdelaš, predelaš, nadgradiš in jih daš od sebe, se mi zdi, da je izjemno enostavno to narediti z umetno inteligenco. Pa verjetno v prvi fazi ali pa še v neki bližnji prihodnosti, ne zdaj tukaj v Sloveniji, kjer imamo, ne, pravne fakultete na najnižjem nivoju, odvetnike, ki so res, ne, in so vsem dostopni, ali pa v nekem normalnem okolišu dostopni, ne. Jaz potem pogledam, recimo, kaj se bo zgodilo v Ameriki za vseh 700 milijonov ljudi v zaporih, ki se ne morejo privoščiti odvetnika, ne, ali je njim vprašanje, ali nimajo nobenega odvetnika, ali pa imajo AI odvetnika. Tukaj se potem, po moje, začnejo neke take uporabe, ne. Enako, ko rečemo za zdravnike, ne, seveda ne bo tukaj v Sloveniji najboljših zdravnikov nadomeščala umetna inteligenca, ampak če bo pa v nekih državah, kjer zdravnikov primanjkuje, pa nekdo izbiral med tem, ali ne bo imel zdravnika, ali bo pa imel nekoga, ki mu lahko pomaga do 95% z umetno inteligenco, bo pa njegovo življenje neizmerno boljše s temi 95%. Jaz vseeno mislim, da nemogoče, da umetna inteligenca nadomesti poklic odvetnika. Prvič, umetna inteligenca ne more zastopati na sodišču, oziroma če bo takrat svet bistveno drugačen, kot je danes, in bo to še naša zadnja skrb, če bo poklic odvetnika nadomestila umetna inteligenca. To je prvo. Drugo, omenjali ste Ameriko. Zelo zanimivo. Amerika je, mislim, na trg 380-350 milijonov ljudi, mislim, da nekaj takega imajo Združene države Amerike. Po podatkih, brali smo nek članek in Statistični urad, ki se ukvarja tudi z raziskavo trga za tega Harveyja, ki je tudi najbolj izoblikovana umetna inteligenca v pravu v Ameriki, so povedali tako: 105 milijonov gospodinjstev ima Amerika. Torej 350-400 milijonov ljudi, 105 milijonov gospodinjstev. Od teh 105 milijonov gospodinjstev, jih mislim, da 85% gospodinjstev se sooča vsaj enkrat letno z enim pravnim vprašanjem in 70% teh pravnih vprašanj ni nikoli odgovorjenih. Torej, če zdaj damo to v številke, 85% od 105 milijonov, govorimo okrog 80 milijonov, 70% od 80 milijonov, mislim, da je okrog 50, rečemo čez palec, natančno. Torej 50 milijonov pravnih vprašanj, ki niso nikoli odgovorjeni, ne. In zdaj, če mi dva rečemo, ogromno odvetniških pisarn je v Ameriki, ogromno pravnikov že ima zdaj vrh glave dela, mislim, jih ne skrbi, ali jim bo zmanjkalo dela, dejansko že zdaj delajo. Torej, umetna inteligenca
jaz bolj vidim tudi to priložnost, da bo ta umetna inteligenca zapolnila ta vrzel pri ljudeh, ki trenutno niso dobili pravnega svetovanja. Torej, to se bo zapolnilo. Torej, bolj dostopno bo postalo. Torej, kakšni so razlogi, zakaj ljudje danes ne posežejo po pravnem svetovanju v smislu obiska odvetniške pisarne? Razlogi so različni, pa če damo najbolj očitne, nekateri zaradi visokih stroškov, drugič, mogoče si ne želijo te interakcije z osebo, tretjič, težko je govoriti o svojih težavah, problemih, mogoče tudi z odvetnikom. Tudi to so eni izmed razlogov, zakaj se ljudje ne odločijo za svetovanje. Če mi te 3 razloge pogledamo, vidimo, da jih umetna inteligenca z lahkoto nadomesti. Torej, tisti ljudje, ki želijo imeti to osebno interakcijo z odvetnikom, ki si želijo pogovora, svetovanja na klasičen način, bodo še vedno posegali po odvetniku. Osebe, ki pa tako ali tako ne bi pristopili do odvetnika, bodo pa mogoče zdaj poiskali svetovanje v alternativnih oblikah, torej pri umetni inteligenci, nekih pravnih svetovalcev z umetno inteligenco. Tu bolj jaz vidim to razliko. Ampak še enkrat, to ne bo posegalo v trenutni krog delovnih obveznosti odvetnikov, ampak zgolj tisti, kar tako ali tako ne bi bilo obdelano. Enako lahko rečemo vzporednico, ko se je pojavil internet. Torej, do interneta so odvetniki delovali na način klasični, se pravi knjiga, knjižnica, raziskovanje, lastno znanje in podobno. Z internetom je v bistvu vso znanje, obstoječe znanje postalo veliko bolj dostopno. Torej, odvetniki so pri svojem delu lažje pristopali do informacij, niso več potrebovali toliko iskanja po knjigah. Tudi v Sloveniji imamo zelo, zelo, zelo dobre pravne portale. Zelo dobre. In to je z vrhunskimi evidencami, z vrhunsko ureditvijo trenutne zakonodaje, sodne prakse, člankov strokovnih, res vse pohvale. In tudi v tistih portalih, ko so se pojavljali, bi lahko nekdo rekel, zdaj pa, če se bo nekdo naročil na ta portal, pa ne bo potreboval več odvetnika. Pa to ne drži. Od vsega pojava teh novih tehnologij imamo mi vedno več odvetnikov, vedno več pripravnikov, vedno več kandidatov. In enako bo tudi z umetno inteligenco. Več, ko bodo odvetniki uporabljali orodja za povečevanje produktivnosti, več dela bodo na koncu imeli. To je zelo zanimivo. Če mi dva potegnemo vzporednice v smislu borbe z inflacijo. Podjetja se lahko borijo z inflacijo na način, da povečujejo produktivnost. Kako povečujejo produktivnost? Ali bodo še dodatno stimulirali ljudi k dodatni produktivnosti, se pravi, da bodo lahko naredili več v istem časovnem obdobju? To bo zelo težko na slovenskem območju, recimo, kjer smo ljudje zelo produktivni in delavni. Se pravi, lahko povečamo produktivnost nekega podjetja ali pa v primeru odvetniške pisarne za uporabo novih informacijskih tehnologij, zato ker nam pomagajo narediti bistveno več v krajšem časovnem obdobju. In tu je prednost umetne inteligence. Zato v bistvu tudi sami in naše stranke ugotavljajo, da z uporabo našega orodja in tudi ostalih orodij prihranijo pri času in vpliva na kvaliteto opravljenega dela. Ja, recimo na to, mi imamo v Sloveniji mislim, da to enkrat na leto, ta dan brezplačne pravne pomoči, ko odvetniki zastonj, torej brezplačno pomagajo vsem, ki drugače ne bi mogli priti do odvetnika. Recimo, da je to neka taka uporaba, kjer bi lahko rekli, da je lahko to hitra rešitev za nekoga, za neka prva rešitev, nek prvi level customer supporta, pa lahko to mogoče primerjamo s tem, kar ste omenili. Zdaj, mogoče to je še treba tudi povedati, da v Sloveniji in v razvitem svetu imamo vselej urejeno ureditev brezplačne pravne pomoči za ljudi, ki to potrebujejo. Se pravi, jim je zagotovljen sistem preko zbornice in v bistvu na ravni države, da upravičeni do zagovornika v primeru, da ga potrebujejo oziroma da ne morejo poravnati njegovih stroškov. To je tudi potrebno zdaj na tem delu. In absolutno je prav tako. Absolutno. Ok, gremo zdaj pogledati to naše orodje, oziroma vaše orodje, AI Krpana. Kaj je osnovna ideja orodja, kaj dela, kaj ste hteli s tem rešiti? Torej, osnovno orodje AI Krpan je prilagojeno, se pravi, moji profesiji, zato ker sem sam razmišljal na začetku o tem, je to, da zberemo vso veljavno in aktivno zakonodajo in na njo implementiramo v bistvu Large Language Model, se pravi LLM, kateri bo obdeloval to bazo dokumentov in podaja odgovore na način, kot podaja odgovore odvetnik v primeru razgovora s stranko. To je osnovna ideja. Torej, Krpan združuje aktivno slovensko zakonodajo in podaja odgovore na podlagi le-te.
Se pravi, želeli smo si, da je ta interakcija precej podobna kot ChatGPT, se pravi postavljanje vprašanj, pogovorno in v bistvu prejem informacij tudi na podoben način. Se pravi, ni to zgolj kot nek search engine, da kot recimo Google, ki ponudi neke odgovore, ampak v bistvu da razume vprašanje, reši vprašanje in poda odgovor na način kot odvetnik. To je osnovna ideja AI Krpana, katera se je pa zdaj katera se je pa potem razvijala naprej, no. Nismo se ustavili zgolj pri zakonodaji, ampak smo v bistvu v aplikacijo dodali tudi neke nove modele, in nove zmogljivosti. V ozadju je ChatGPT. A ste poskušali delati z drugimi modeli? Ste tukaj poskušali kaj ugotoviti, kateri izmed njih je bolj primeren, manj primeren? Predpostavljam, da ste delali RAG, da niste učili svojega modela oziroma doučevali svojega modela. Kaj ste tukaj počeli vse? Ni čisto res, da je v ozadju ChatGPT. Mi, ko smo pričeli z razvojem te aplikacije, smo se povezali z programerji oziroma s podjetjem iz tujine, natančneje iz Anglije. Sodelujemo zelo dobro zdaj že te 2 leti s podjetjem iz Londona, kateri ne uporablja za svoje zadeve zgolj ChatGPT, ampak ima v bistvu tudi lasten model. Podjetje, bom tako rekel, odvisno je od baze podatkov, tisti model se uporablja. Tudi podjetje, katero sedaj bdi nad AI Krpanom, se ukvarja z interakcijo oziroma implementacijo umetne inteligence v same delovne procese v različna podjetja, ne zgolj v smislu te integracije AI Krpana kot pravnega svetovalca, ampak tudi ostale stvari. In se uporabljajo različni LLM-i, se pravi, imamo tudi lastne LLM oziroma ko rečem lasten, mislim LLM tega londonskega podjetja. Ni nujno, da je v ozadju ChatGPT-jev model. Če razumem, vi imate 6 različnih modelov, ne? Model AI Krpan, slovenska zakonodaja, dokument, pravo, pa smernice informacijske pooblaščenke. Med temi modeli lahko eni uporabljajo ChatGPT, eni pa drugega, ker to se verjetno ne more sproti spreminjati. Drži. Tako je. Okej. Dobro. Ta ideja, če razumem, je eden izmed modelov narejen tako, da lahko nalagamo svoje lastne dokumente in potem dobim glede na dokumente tudi feedback. Drži. Kar je, pač tu je, ne, jaz mislim, da je velika razlika med tem, ali govorimo o nekem osnovnem orodju, kjer imaš pač chatbota, ki pregleduje aktivno slovensko zakonodajo, ampak to je neka osnovna uporaba, še vedno ampak ne. Korake naprej, ki ste jih vi naredili, za kar mi je tudi zanimivo se z vami pogovarjati, to, da smo neke druge funkcionalnosti zraven naredili, da lahko ljudje tudi bolj praktično uporabljajo, ne. Kako tu skrbimo za neko zasebnost podatkov, kako so tukaj stvari urejene? Ja, mogoče v prvi fazi ta model Document Q&A je smiselno opozoriti, da trenutno aktivni model, ki je dostopen našim uporabnikom, je model, ko uporabnik naloži dokument in se s tem dokumentom pogovarja. Torej, enostavno naloži se, ne vem, pravilnik, pogodba, dolg 100 strani ali kakorkoli in odvetniku oziroma uporabniku ni več potrebno prebrati celotnega dokumenta, ampak enostavno postavlja vprašanja. Recimo, kakšne so obveznosti prodajalca po tej pogodbi in mu naš model odgovori. Trenutno imamo beta verzijo in bo najverjetneje v začetku naslednjega leta tudi dostopna našim uporabnikom. To pa je nadgradnja sistema Document Q&A, in sicer nadgradnja na način, da bo omogočen avtomatični due diligence dokumenta. Torej, naš sistem prepoznava OCR-je, prepoznava skenirane dokumente, prepoznava tudi PDF in vse ostalo in bo uporabniku sedaj... Če lahko prekinem, OCR delate sami ročno z nekim drugim orodjem, pa potem informacije pošiljate jezikovnemu modelu, ali dela jezikovni model prepoznavanja slik? Prva možnost. Torej sami OCR-amo pa tako. Torej, z januarjem pa bo na voljo avtomatični due diligence. Primer, uporabnik bo naložil dokument, recimo pogodbo o zaposlitvi, in bo vprašal, ali je dokument oziroma opravi mi skrbni pregled. Skrbni pregled, naša zadeva, deluje na 3 nivojih. Se pravi, pogledamo prva 2 najlažja. Prvi je, preverja konsistentnost dokumenta.
Torej, če sem odvetnik Aleksander Kumer na začetku napisan kot delodajalec, se moram kot delodajalec v pogodbi o zaposlitvi pojavljati skozi celo pogodbo. Če se vmes pojavi, da je delodajalec gospod Peter Mesarec, je to napaka, ki jo bo zaznal naš model in uporabnika obvestil. Tukaj imamo inkonsistentnost. Druga je grammar, se pravi pravopisne napake. Popravlja pravopisne napake in v bistvu predlaga popravek napak. Ter pa tretja, v bistvu največja zmogljivost tega pa je, da bo preverjal skladnost zakonodaje. To pa je nekaj, kar mi na trgu še nismo zaznali, da bi imel kdorkoli drug. Naša beta verzija smo zelo zadovoljni z prejetimi rezultati, UX-i so narejeni in tako sem rekel, v začetku naslednjega leta bo to omogočeno našim uporabnikom. Se pravi, po naših testiranjih, ki sicer so bila zdaj že kar precej obširna, bodo pa še v mesecu decembru, program zazna res 95% neskladja zakonodajo. Dejansko ponudi, kar je zelo zanimivo pri umetni inteligenci, to tudi kar se je pri šahu izkazalo, ko so računalniki v šahu prvič premagali šahovske mojstre, so ta neka čisto drugačen način razmišljanja in drugačen način jemanja določenih potez, enako se dogaja tu. Se pravi, res ponudi neke predloge, popravka, pogodbe, ki bom rekel, da jih strokovnjaki prava težko zaznajo. No. To je res neka dodani feature, na katerega smo zelo ponosni, smo res delali dolgo na temu in mislimo, da bo izredno, izredno koristno v praksi. Ja, to je zdaj ta razlika, ali jaz znam dokument naložiti, pa postaviti prava vprašanja in potem s temi vprašanji tako dolgo težiti, ali je zdaj časovni rok za to skladen z zakonodajo, bi moral vprašati neki jezikovni model in če bi on vedel, kaj je zakonodaja, bi mi lahko odgovoril. Namesto da jaz to vse vem, vprašati, če zna sam jezikovni model sam sebe prespraševati stvari, to je res kar lepa dodana vrednost. To je nekaj, kar iščemo. Ta model, ki smo ga razvijali, si želimo sedaj tudi implementirati v druga podjetja, ker če je zdaj naš program sposoben preveriti skladnost naloženega dokumenta z zakonodajo, potem je v bistvu naš isti model, jezikovni model, sposoben preveriti, recimo podjetje skreira nek dokument in ga lahko model preveri, ali je ta skreiran dokument skladen z internimi pravili podjetja. To je možno uporabiti na tisoč in en način. In podobno, recimo, je to možno uporabiti v računovodstvu. Se pravi, naloži se račun, OCR ga bo prebral vsebino računa in bo namesto avtomatičnega due diligence v bistvu ponudil možnosti knjiženja posameznih postavk. Pravi, moč uporabe je tukaj, oziroma širina uporabe meja. Ko ste že ravno omenili implementacijo v drugo podjetje, jaz sem do vašega orodja v resnici prišel, slišal sem že, da obstajate, pa vem, da je bil okolj, pa v resnici delam z vašo konkurenco, mislim, z Taxim Lexom, smo delali nekaj izobraževanja, tako da vas poznamo, pa vem, kaj se dogaja na pravnem področju, ampak do vas sem pa v resnici prišel takrat, ko sem v e-računih videl integracijo, e-računi so računovodski program, mislim, to vi veste, za gledalce, videl integracijo AI Karpana. In tu se mi je pa zdelo, da zagotovo ne gre da gre za nek drugačen poslovni model, kjer v resnici ne samo, da mi naredimo orodje, pa ga poskušamo kot takšnega prodajati, ampak da ga v resnici pokažemo tam, kjer ga ljudje rabijo, za to, da jim v resnici lahko pomagamo, in na drugi strani je to tudi za vas neka čisto druga stvar. Koliko tega delate, koliko se je to izkazalo za uporabno, koliko boste tega poskušali delati še naprej? Ja, torej ta integracija na druge platforme ali pa CRM sisteme ali kakorkoli bomo to imenovali, je, se pravi, povezovanje preko API-jev. Tega se želimo posluževati v največji možni meri. Jasno je, da pravnega svetovalca ali nekega prilagojenega svetovalca bi si želeli na vseh področjih, in smiselno je, da nekdo, ki že uporablja recimo e-račune za
vodenja računovodstva, da v primeru, če se mu pojavi kakšno pravno vprašanje, da lahko kar znotraj te platforme v bistvu postavlja vprašanje in prejema odgovore. Jasno je, da si mi želimo teh integracij na te večje platforme tudi v prihodnje, no? In z nekimi večjimi platformami smo v bistvu že v povezavi oziroma celo že v zaključnih fazah implementacije. V kakšne tipe platform boste v prihodnosti dajali Krpana, zato da si lahko predstavljamo, kaj bojo podjetja s tem delali? No? Bom čisto odkrit, mi si želimo v vse platforme. Okay. Praktično v vse CRM sisteme, čim širše. Pač kjerkoli ljudje v službah delajo, da imajo nekaj takega pripravljeno. Ok, super. Ste vi namenjeni bolj business userom ali bolj zasebnim osebam? Bolj, ko vas poslušam, se ne morem čisto odločiti. Ja, zdaj prvotno je seveda bil business user, B2B, Krpan, sistem API-ov deluje čisto v tej smeri. B2C pa je sedaj tudi na voljo v sistemu Krpana, torej možno je, fokusiramo se tudi na segment fizičnih oseb, katerim se pojavljajo pravna vprašanja, da lahko uporabijo AI Krpana za prejemanje odgovora na teh pravnih vprašanj. Absolutno, bom pa rekel, da je fokus zagotovo na B2B in ne na B2C. No, ker tudi pri poslovnem modelu moram reči, da sem bil zelo presenečen pri tem, kako je ta stvar poceni. Za neka orodja pravna, ki jih uporabljajo podjetja, si predstavljam, da je pač strošek 2 € na mesec pa naprej. Medtem ko je pa Krpan, mogoče ta mini paket ali pa standard paket, ki imata pa 5 ali pa 10 vprašanj, nista tako relevantna, ampak 100 vprašanj na mesec za 80 €, v resnici je to zelo poceni. Se ne vem, kaj je tu vprašanje, zakaj ali pa seveda je prav. Dobro vprašanje je, zakaj, ne? Zakaj? Edino vodilo pri kreiranju cene nam je bilo, da naredimo program dostopen. Se pravi, želeli smo si, da je program, da ga bo uporabljalo čim več userjev. Želeli smo si narediti v bistvu takšno cenovno politiko, da bo to no bargain. Se pravi, da ni sploh vprašanje, ali je smiselno ga vzeti ali ne. Vzamem ga zato, ker je to neka novost, ker to potrebujem, cena je pa v bistvu zanemarljiva. Zato je takšna cena. Dejstvo je, da moje mnenje je, da še vedno smo v fazi, ko prepričujemo osebe, da je umetna inteligenca nekaj dobrega, da jo naj sprejmejo, da jo naj začnejo uporabljati in podobno. Se pravi, mi še nismo v fazi, kjer se mi razdelimo trg in se prepričujemo, moj program je boljši od nekoga drugega in podobno. Nismo še tam. Se pravi, mi smo v fazi, kjer približujemo umetno inteligenco in te prilagojene rešitve končnim uporabnikom. In tudi ta cena je odraz prepričanja, da smo še v tej fazi. Ko se bodo te stvari spremenile in ko bodo dodani vedno večji modeli, vedno večje funkcionalnosti v te programe, se bo zagotovo tudi ta cena spremenila, ne. Tak model, recimo, kot smo ga prej omenili, model avtomatičnega due diligencea. Jaz kot odvetnik lahko povem, koliko časa vzame odvetniku ali pa pravniku kvaliteten pregled določenega dokumenta. Recimo, umetna inteligenca je sposobna pregledati dokument dolg 5000 strani v par sekundah, ne, ki jo odvetniške pisarne pregledujejo lahko tudi par dni, ne, ali mogoče tudi teden. Verjetno to gledajo več dni. Plus, da je tam še ta človeški faktor, kjer so možne določene napake in podobno, ne. Tudi umetna inteligenca, recimo, lahko naredi napako, absolutno jo lahko naredi, ampak tu je mogoče potrebno ali pa vredno izpostaviti to, da umetna inteligenca, kot je danes, ne bo nikoli več slabša. Tu, kjer smo danes, lahko gremo samo še gor, mislim, nazaj ne bomo več šli, ne. In razvoj kvalitete umetne inteligence je neverjeten, ne, in če imamo mi že danes ali pa danes že beta verzijo, januarja pa dostopno verzijo širši javnosti avtomatičnega due diligencea, vprašanje, kaj bomo imeli čez 5 let, ne. Zagotovo ne manj kot to, kar imamo danes, ne, in bo ta avtomatični due diligence že tako zelo dober, da bo resnično, ne bo potrebno več niti double checka opraviti strani fizične osebe, no. To se meni zdi pomembno, kar ste tudi vi opozorili, ne. Ja, seveda zna umetna inteligenca kdaj narediti napako, ne,
Ampak, ko se o tem pogovarjamo, o teh halucinacijah ali pa napakah, ali pa kakorkoli temu rečeš, se delamo, kot da drugje se pa nikoli ne dogajajo napake. Pač ne vem, kako se v slovenščini reče, ta bar smo postavili tako visoko, da smo zdaj, enkrat se je zmotil, zdaj ga pa dajmo vsi ne uporabljati. Pač ne se heca. Odvetniki delajo, pravniki delajo napake vsak dan. V vseh postopkih, v vseh službah se ves čas delajo napake, seveda imamo neke načine, kako jih poskušamo zminimizirati, ampak to, da pa zdaj to orodja naredijo kako napako, je pa zdaj na koncu vse narobe in uporabljali jih bomo samo, ko bodo 100% zanesljiva in naredila še več. Ne gre to tako. To je mogoče zanimiva anekdota. Smo bili v enem večjem podjetju, smo se predstavljali in smo se pogovarjali poleg uporabe Karpana tudi glede prilagojenih rešitev izrecno za njih, in sicer na način, da bi umetna inteligenca pisala predloge upravi ali kaj podobnega. Se pravi, neka taka interna odločitve, kreacija dokumentov bi upravila umetna inteligenca na podlagi podanih navodil. In ne bom pozabil, ena oseba izpostavi oziroma skoči v zrak, zdaj se bo pa zgodilo to, da nas bo umetna inteligenca ukvirjala. To, kar bo zdaj umetna inteligenca, to bomo mi naredili. In sem jih tako gledal, pa sem rekel, dobro, ampak kako pa danes delate? Danes imate pa verjetno za vse vzorce, uporabljate klasičen sistem že verjetno nekaj let, tudi to je ukvirjanje. Saj tudi mi si napišemo pravila, se damo v okvir in zdaj delujemo v skladu s tistimi pravili. Enako pa bo umetna inteligenca delala na podlagi navodil, ki jih bomo mi dali. Tako da je pa seveda res, možne so halucinacije, tudi zato pa je v začetnih fazah ljudje delajo double checke, preverjajo kreacije umetne inteligence, ampak skozi čas, ko se v bistvu prepozna, da so odgovori res dobri, je tega vedno manj. Lahko tudi tako recimo rečeva, recimo ljudje, ki danes googlajo pravno vprašanje, iščejo zakonodajo, iščejo članke ali pa iščejo neke nasvete v smislu zdravljenja, googlajo svoje simptome in kaj je sedaj moja diagnoza in podobno. Mi se fokusiramo na prve 3, prve 4, prvih 5 zadetkov Googla in to je to. Mi nikoli ne odpremo druge strani Googla, kar je na prvi strani Googla verjetno sploh obstaja. In to tudi hočem povedati, da tudi tam so ravno tako možne napake. Tudi če mi sami iščemo neke informacije na internetu, lahko zaidemo oziroma ne najdemo pravih informacij. Mislim, na socialnih omrežjih iščemo pravne informacije. Moje ozadje je v marketingu, veliko se ukvarjamo z GDPR-ji, z dovoljenji, z spletnimi trgovinami, kar potrebujejo, in seveda glavni vir informacij, pa zelo pogosto je vsaj prvi, če ne glavni vir informacij, Facebook skupina, kjer so drugi marketinški entuzijasti, ki zdaj svetujejo, kako je treba imeti v svojem biznisu stvari urejene. Kaj je alternativa, je tisto vprašanje, in zagotovo je AI Karpan, ki mi lahko, ali pa neko tako orodje, ki mi lahko pove, ti rabiš po GDPR-ju take pa take podlage obstajajo in ti imaš tako pa tako čist nek drug odgovor kot nekdo na Facebooku, ki je pred 5 leti imel svojo spletno trgovino in se mu je glih dala odgovarjati meni. S tem se moramo primerjati, ko primerjamo umetno inteligenco, ne glih z najboljšimi pravniki, ni Harvey Specter vedno pri roki, da ga vprašam. Zelo dobro, zelo dobro. Kdo je slovenski Harvey Specter? Matos, ne vem, če hočem vedeti, kdo je slovenski Harvey Specter. Kako ljudje uporabljajo to orodje, koliko mi lahko poveste, zanima me, kako pogosto se ljudje vračajo, ko enkrat ga sprašujejo, ga takrat vprašajo 50 stvari, pa ga potem 3 mesece ne. Malo nekaj o tem, kar lahko nekdo drug, ki tudi razmišlja o tem, da bi naredil neko tako orodje, razume, kako se ljudje odzivajo. Ker te tehnologije so še toliko nove, da imamo malo podatkov o tem, kako realni ljudje to realno uporabljajo, zato kar nam lahko vi povete. Zdaj, teh statističnih podatkov mi sicer spremljamo, ampak nekih vzorcev, pa nekih pametnih dognanj vam ne morem dati, ker jih ni. Različno je od vsakega uporabnika do uporabnika. Eni res uporabijo 3-krat, potem neke daljše časovno obdobje ne uporabljajo, eni to uporabljajo dnevno, čisto odvisno je. Tudi odvisno je že pri nas od tega, kjer model uporabljajo. Se pravi, nekateri, ki uporabljajo Document Q&A, mogoče malo bolj uporabljajo
zdaj od nekoga tudi pričakovati, da bo imel vsak dan 5 različnih pravnih vprašanj, zdaj, to je verjetno bolj so odvetniki s tem soočajo, pa nekateri, ki se dnevno srečujejo s pravom, neka fizična oseba ali pa neko podjetje verjetno ne bo imelo 5 pravnih vprašanj dnevno, ne. Tako da je v bistvu vzorec je res, res čisto različen, no. Težko je dati neko vzporednico ali pa neka dognanja za temu, kakšno je obnašanje potrošnikov. Bi se pa strinjal s tem, da je to še vedno nova tehnologija, da so ljudje v fazi spoznavanja, se jo učijo, kako jo uporabljati, imamo še tu v bistvu dolgo pot za prehoditi vsi skupaj. Kako bo to orodje izgledalo čez 2 leti? Kaj vse bo znalo? Zelo dobro vprašanje. Se pravi, prvi takšen cilj ali pa postavka nam je bil ta avtomatični due diligence. Zagotovo bomo na temo razvijali še več. Zagotovo imamo namen iti tudi v sistem kreiranja nekih dokumentov, se pravi, da bodo prompti pisani na način, da bo sposoben boljše ali pa zelo, zelo, zelo dobro napisati neke dokumente, ki se porabljajo dnevno v praksi. To zagotovo. Najverjetneje pa bo zdaj v tem bližnji prihodnosti fokus na nadgradnji platforme Lex.eu, se pravi, mi se nismo ustavili zgolj s slovensko zakonodajo, ampak mi smo v bistvu pričeli z implementacijo tudi drugih zakonodaj. To pa ne sicer v sistem AI Kirpan, ampak v ločeno platformo, kjer pa trenutno že imamo implementirano italijansko, avstrijsko, poljsko, hrvaško in srbsko zakonodajo, smo pa v zaključni fazi implementirane tudi nemške zakonodaje. Se pravi, namen oziroma kako bo izgledalo orodje čez 2 leti, bi bilo bolj primerno vprašanje, kako bo izgledala ta skupina platform, na katerih delamo čez 2 leti. Tam je pa v bistvu samo ena glavna vizija in en glavni cilj, to pa je narediti platformo, ki bo zajemala zakonodajo čim več držav članic Evropske unije in ki bo uporabniku omogočala dostopno, se pravi, sila dostopno pot do prejema teh informacij, v kateremkoli jeziku. Torej, mi temu rečemo Universal Language Layer, to pomeni, da bo v bistvu uporabnik zbral zakonodajo, s katero se želi pogovarjati, in postavil vprašanje v kateremkoli jeziku želi. Primer, zberem italijansko pravo, vprašam vprašanje v slovenščini in iz italijanskega prava prejmem odgovor v slovenščini. To si želimo in to je v bistvu platforma, na kateri bomo po tem implementacijo avtomatičnega due diligencea dajali tudi največjo pozornost. Ok, super. Kdaj bo začelo orodje kar samo pobralo za mene moje odločbe sodišč, pa se povezovalo z drugimi? Ne vem, jaz ko sem razmišljal, ko ste odgovarjali na to, sem si predstavljal, da bi to orodje moralo se z vsemi slovenskimi sodišči pogovarjati, pa z drugimi, ki izdajajo neke odločbe, pa s Fursom, pa to noter vleči, pa jaz imam noter bazo stran kot odvetnik, pa on to vse skupaj imam na enem mestu, pa sem vsako jutro vprašam, kaj moram za koga danes vložiti. Je to? Še dolgo ne. Če je to mogoče, se vem, da je bilo to malo takšno vprašanje. Ja, mislim, da v bližnji prihodnosti zagotovo ne. Se pa kaže to, da se vedno več poslužujejo umetne inteligence tudi država kot taka. Objavljeni so razpisi za kreiranje programov, pomočnikov AI-ja na različnih segmentih države. Dejansko tudi občine posegajo vedno več k uporabi nekih orodij podprtih z umetno inteligenco in nekih custom orodjih. Tako da zagotovo bo vsak segment integriral umetno inteligenco v svoj segment. Zdaj, da bi pa obstajala potem neka aplikacija, ki bo povezovala recimo zemljiško knjigo, sodišča, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Furs, pa mislim, da ne bo obstajala oziroma vsaj ne v bližnji prihodnosti. Zaradi prevelikega tveganja, ne, jasno. Ko ste omenili zemljiško knjigo, moj prejšnji intervju je bil z kabi.info, slovenskim podjetjem, ki dela CRM-je za nepremičninske agencije. Po moje se morate slišati, pa se pomeniti, zato ker oni delajo že veliko z umetno inteligenco in seveda nepremičninske agencije imajo veliko pravnih vprašanj in to bi bil zraven Kirpan, po moje je to tudi ena izmed opcij.
hvala lepa za to predlog. Poznam, tudi smo sodelovali pred leti z podjetjem. No, super. Jaz sem danes kupoval hišo, mislim, hvala Bogu, je to že par let nazaj. Šel sem podpisati kredit k notarju in tam sem sedel z zelo spoštovanim gospodom, ki mi je 1,5 ure bral mojo pogodbo o nakupu, da pa umetna inteligenca zamenjala take neizzivajoče službe. Še enkrat, mislim, da je ne bo. Zagotovo umetna inteligenca tega ne bo zamenjala. Poklic notarja je izredno pomemben za delovanje vsake države, jasno, pooblastila mu daje zakon in tega poklica ne bo umetna inteligenca nikoli zamenjala. Zagotovo pa bomo lahko pomagala na določenih segmentih. Tu mogoče je smiselno povedati še eno anekdoto, ko ste omenili notarje. V Avstriji že obstaja podjetje, smo že imeli sestanek z njimi, mislim, na Notarity, če se ne motim, kjer omogoča neko elektronsko overjanje. Kako bi midva temu rekla? Se pravi, preko Zooma so omogočene določene overitve dokumentov. Se pravi, overitev na daljavo. Tudi obstali so neki poskusi implementiranja tega v Slovenijo, ampak trenutno tega niti zakonodaja ne dopušča. In recimo tudi Avstrija, ki je gonilna sila tega, kolikor je meni znano, je to podjetje sedaj prejelo sodne pozdrave za strani zbornice in mislim, da jih bodo poskušali najverjetneje onemogočiti. No? Tako da zdaj tukaj govorimo zgolj o tem, o overitvi na daljavo. Kaj šele, da bi umetna inteligenca zamenjala notarja. Se pravi, niti blizu. Zdaj smo dobili ravno kar novo ministrico za digitalno prihodnost, ki bo naredila strategijo digitalizacije, tako da mogoče se nam pa kaj zgodi. No? Aleksandar, hvala lepa za tole. Mislim, da smo izvedeli zelo veliko stvari o tem, kaj in kako vaše orodje deluje in da lahko marsikatere izmed teh stvari, ki ste se jih vi naučili, tudi še marsikdo drug uporablja v nekem razvoju svojih aplikacij, ki si jih gotovo želimo. Jaz mislim, da je to. Hvala lepa, da ste bili moj gost in še lep dan. Hvala lepa za vabilo. Srečno.